Aktualno z Manjo Toplak. 8. leto zapored dobrodelna Anina božična zvezdica. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. V kateri fazi je razvoj cepiva proti virusu COVID-19 in kdaj lahko pričakujemo njegovo uporabo, je bila tema pogovora z Manjo Toplak, vodjo pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Epidemija COVID virusa ne pozna meja in globalno se sooča z njo celotna Evropa oziroma ves svet. Znanstveniki tega sveta so vso pozornost in energijo usmerili v razvoj učinkovitega cepiva proti temu zelo nalezljivemu virusu. Na kateri točki je trenutno razvoj cepiva v Evropski skupnosti, smo povprašali Manjo Toplak, vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Evropska unija je že takoj na začetku te krize vse svoje prizadevanja usmerila v razvoj cepiva, financiranje razvoja cepiva. No in tam nekje junija so se pa tudi vse države članice povezale v skupno nabavo cepiva. Se pravi, Evropska unija se je vseh teh mesecih pogajala v imenu vseh držav članic z največjimi farmacevtskimi firmami in si je tudi zagotovila oziroma rezervirala cepivo, ko bo dostopno na trgu. Zdaj, trenutno si je že izpogajala okrog 1,5 milijarde odmerkov cepiva. To pomeni, da bi s to količino lahko financirala oziroma da bi s to količino lahko precepila celotno Evropo. Fokus je v Evropski skupnosti usmerjen na cepiva, ki jih razvijajo v zahodnem svetu. Kako je s tem na vzhodu? Ruske cepiva, tu se Evropa ni tako prepričana v njihovo varnost. Kajti, ruske cepiva so preskočila tretji klinični test. Običajno, da cepivo sploh lahko pride na trg, se mora v Evropi, oziroma ko se omenja v zahodnih državah, biti izpeljanih 3 različnih kliničnih testov. In po tem zadnjem kliničnem testu, če se izkaže, da je ta učinkovitost visoka, potem mora to cepivo potrditi še Evropska agencija za zdravila. Se pravi, cepivo mora biti poleg tega, da je učinkovito, mora biti še tudi varno. No, v Rusiji so ta 3. test preskočili in že potrdili cepivo in je cepivo že prišlo na tržišče in v Rusiji se že na veliko cepijo s tem cepivom. Upamo, da bo vseeno tudi varno, ampak v Evropi so ta pravila veliko bolj stroga. Smo zdaj že prišli do 3. kliničnega testa, ki je pokazal zelo veliko presenetljivo učinkovitost teh cepiv. Tudi do 95% učinkovitost je bila. Zdaj pa je tukaj še na vrsti agencija za zdravila, ki bo preverila še tudi varnost. In če bo to vse v skladu z zahtevanim, bi naj cepivo že kmalu bilo tudi na trgu. Po nekaterih napovedih, tako agencije kot predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen že konec tega leta ali v začetku naslednjega leta. Manja Toplak je predstavila tudi spekter proizvajalcev cepiva. Evropa se je pogajala z 7 različnimi proizvajalci. Ti prihajajo večina jih je iz Amerike, potem Johnson & Johnson je recimo z Velike Britanije, potem BioNTech in Pfizer, no BioNTech je iz Nemčije, tako da v glavnem Amerika, Nemčija, Velika Britanija. Za pričetek uporabe cepiva je narejen tudi razrez razdelitve po posamičnih državah v Evropski uniji. Kolikšen bo delež Slovenije? Evropa se pogaja v imenu vseh držav članic, s tem si bo lahko, oziroma si je tudi zagotovila boljšo, bolj ugodno ceno za ta cepiva, kot recimo, če bi se Slovenija zdaj sama pogajala.
Potem se bo pa to cepivo procentualno glede na prebivalstvo, glede na število prebivalstva razdelilo med državami in to istočasno. Na Slovenijo naj bi prišlo 0,67%, ampak dobili ga bomo hkrati kot druge države oziroma razdeljeno bo tudi na različna obdobja. Mislim, ta cepiva se seveda morajo še proizvesti, zapravi, ta prva cepiva bodo potem uporabljena oziroma tukaj moramo zelo gledati, katera bodo prve skupine, ki bodo prejele te cepivo. In tu je že tudi Evropa določila nekakšno strategijo, zdaj pa je tudi še v državah članicah, da pripravijo nacionalno strategijo, kdo bodo prvi, ki bodo cepljeni. Slovenija jo zdaj še pripravlja, ampak načeloma bo, tako kot drugod po Evropi, bi naj prvi prejeli to cepivo starejši ali bolniki z kroničnimi boleznimi, potem zdravstveno osebje, učitelji, gasilci, postopoma naj bi tam se po mesecih potem delilo po različnih skupinah to cepivo. Napovedi so obetavne in v duhu solidarnosti znotraj Evropske unije. V pričakovanju dobre učinkovitosti se pravzaprav vsi nadejamo, da bo cepivo proti virusu COVID-19 čim prej v uporabi in zagledalo luč sveta. V duhu pomoči in solidarnosti za lepše decembrske dni v deželi ob Muri tudi letos poteka dobrodelna Anina božična zvezdica. Pred kamero smo povabili Amadejo Gomboc, vodjo izpostave Anine zvezdice Pomurja. Mesec december je mesec obdarovanja, pa tudi dobrote in sopomoči človeku, ki je seveda ob nas. S tem namenom smo povabili v naš studio Amadejo Gomboc, vodjo izpostave Anine zvezdice za Pomurje. Amadeja, dobrodošla. Bravo. Že 8 leto v Pomurju teče akcija za tako imenovana božična Anina zvezdica oziroma zvezdica Ane Božiča, kjer seveda zbirate, bova povedala kasneje kaj, za pomoč ljudem, ki so v stiski. Še posebej v tem letu, ko nas je doletela ta nesrečna pandemija ali epidemija, kako bomo že rekla, ljudje še bolj kot kdajkoli poprej potrebujejo pomoč. 8 leto v Pomurju, 11 leto v Sloveniji, kako se je pravzaprav začela zgodba? Ja, najprej hvala za povabilo. Zgodba se je nekako začela, ne vem, jaz že od nekdaj rada pomagam, vsi v družini smo nekako naravnani k temu. In ja, začelo se je tako, da sem poklicala Ano oziroma sem ji napisala mail, či se lahko pomaga oziroma či se lahko odpre izpostava tudi v Pomurju. In seveda je dala zeleno luč, tako da smo začeli. In ja, letos stopamo v 8. božično akcijo Anine zvezdice Pomurje, tako da sem zelo vesela, da še vseeno vse te stvari peljemo naprej, ker jaz pravim da nikoli ne veš, da se lahko tebi zgodi, da prideš v težko situacijo oziroma preizkušnjo in boš ravno ti potreboval pomoč. Ta Anina zvezdica, seveda znana že vrsto let v času Božiča, pa med letom menda tudi ne počivate, tudi imate kakšne akcije, Amadeja, kaj ne? Ja, letos je bilo razgibano, namreč ko je bila marčevska korona oziroma prvi val te naše epidemije, smo tudi zbirali hrano oziroma higienske pripomočke in vse te potrebščine. Tako da že takrat smo morali združiti skupaj moči in nekako se osredotočiti, da pomagamo čim več družinam. Namreč prijavilo se je tudi ogromno družin, ki so bile na novo prijavljene. Torej, ne naše starejše družine tekom teh vseh 11 in 8 let, ampak tudi nove družine, ki so izgubile, ne vem, službo ali so se pa pravi z danes na jutri znašli v težki situaciji. Ta vaša dobrodelna organizacija, gre za dobrodelno, volonterje, prostovoljci, pravzaprav sem nekje prebral, sploh ne operirate vi z denarjem in tudi dobrodelnih sredstev finančnih ne moramo nakazati preko vas nekomu, ampak zbirate izključno hrano, higienske pripomočke oziroma kozmetiko in tudi čistila. Torej, ja, vsi prostovoljci upravljamo oziroma pomagamo v svojem prostem času. Zbiramo, pa pravim, smo neprofitna organizacija, kar pomeni, da ne prejmemo denarja od nikogar. Tako da ljudje so vabljeni, da pomagajo z hrano, potrebščinami. Letos smo zbirali tudi šolske potrebščine, higienske pripomočke, čistila.
Tako da ja, jaz pravim, tisto, kar lahko pač kupiš, daš naprej in to je na koncu to, kar šteje. Amadeja, vodja izpostave ste tukaj, Anine zvezdice v Pomurju. Koliko imate sodelavcev, malce tudi nje lahko pohvalite tukaj in jim se zahvalite, ne nazadnje. Gre verjetno za kar lepo število, posebno v tem času sedaj božično-novoletnih praznikov, ko se ljudje odzovejo, kaj ne, pomoč je vedno dobrodošla in potrebujete večje število ljudi. Jaz pravim, ko smo začeli z akcijo Anine zvezdice Pomurje tukaj v Murski Soboti, je bilo ogromno število prostovoljcev in res iz srca sem vsem hvaležna, da so pomagali in se oglašali, pač, da bi tudi priskočili na pomoč s pakiranjem in z urejanjem drugih stvari. Je pa res, da vsako leto se prostovoljci spreminjajo, kakšne življenjske okoliščine pridejo, da smo prostovoljci, nismo prostovoljci. Ampak jaz pravim, pač vsako leto se najde nekdo, ki pomaga, nekdo mogoče odide, nekdo pride, tako da vseeno je pa mi stoji po strani moja družina, prijateljice in pa stari prostovoljci se vračajo, novi pridejo, tako da vedno je aktivna družba, jaz pravim. Amadeja, gotovo poznate razmere, ne, bova rekla na terenu, ne. Ta pandemija je povzročila še večje stiske pri ljudeh, drugače pa v teh 8 letih je naraščala potreba v deželi ob Muri za to vrstno pomočjo ali pa vendarle je to zmeraj približno enako? Jaz pravim, da je ogromno takšnih primerov, za katere mogoče ne vemo in nekako vsako leto prihajajo tudi takšni primeri, ki so bolj skriti primeri, no. Je pa res, da je tudi ta letošnja epidemija povzročila marsikatero stisko, sem drugače tudi psihologinja in ja, ko sem kakšni družini zdaj prejšnji mesec predala hrano, to so takšne zgodbe, ne vem, soočajo se z tesnobo, stisko, paniko. Strahom, ne? Ja, ne vem, eno gospa vem, da je bila naročena na operacijo in ni mogla iti na operacijo, ne. Hkrati pa je samohranilka 2 otrok in ni vedela, kako bo pustila otroke, če bo šla na operacijo. Skratka, to so takšne zgodbe, da si jih mogoče ne predstavljamo, oziroma mogoče si jih kdo predstavlja, ampak vseeno ne govori se toliko o teh zgodbah in se mi zdi, da jih dostikrat pozabimo, no. Rekli ste, da ste sama psihologinja, ne? Velikokrat, bržkone se z mano strinjate, Amadeja, zraven ali pa poleg materialne pomoči je beseda, topla beseda, stisk roke, čeprav sedaj se ne rokujemo, pa je to neki izraz vse zame, prijateljstva, spoštovanja, je seveda morda nekaterim še pogovor, klepet v teh časih izolacije pomeni veliko več, kot pa recimo samo materialna dobrina. Meni osebno je, na primer, zdaj to leto še težje, ker jaz sem bila navajena, ko sem komu predala hrano, da smo se pač z družino objeli oziroma s posameznikom objeli, ker sem pač sama takšna čustvena in mi pač ogromno pomeni dotik in pa pač dobra beseda, kot ste povedali. Prejšnji teden sem na primer imela primer gospe, ko mi je ravno razlagala, drugače živi sama, je upokojena in je težko, ker zdaj ne more niti na sprehod s kakšno prijateljico. Tako da ja, stiska je, ljudje so osamljeni, že itak so v stiski, pa še pride zraven osamljenost, kot sem prej povedala, tesnoba, panika, stiska. In na koncu smo tam, kjer smo, no. Jaz mislim, da bo duševno zdravje nas čez leto, 2 leti zelo, zelo trpelo. Prijeten pogovor, pa vendarle greva tudi k tistemu, s katerim namenom smo vas povabili v studio. Se pravi, Anina zvezdica, božična akcija, pomagajmo skupaj, bova lahko rekla, ne. Imate zbirna mesta povsod po Sloveniji, tudi v deželi ob Muri, v Murski Soboti, pa vendar, kako lahko naše gledalke, gledalci, tisti, ki ne dva spremljajo, ali pa tudi drugače izvedo, stopijo v kontakt z vami, sicer bodo naše gledalke in gledalci tudi videli na zaslonu, na kateri naslov se lahko oglasijo in seveda s tem prispevajo del materialnih sredstev njihovega srca. Torej na družabnem omrežju Facebook boste našli Anine zvezdice Pomurje in Anine zvezdice oziroma vse druge izpostave, tako da tam lahko spremljate, sproti se objavljajo vsa zbirna mesta, trenutno lahko darujete vse špar vozičke, torej boste videli zvezdice na vozičkih in tam lahko darujete hrano. Lahko tudi zbira tudi študentsko-mladinski klub Klinka v Gornji Radgoni.
Danes se mi je tudi ravno ena gospodična oglasila, ki bi rada zbirala, tako da sproti prihajajo lokacije, kjer se zbira. Je pa res, da letos bom tudi jaz veliko paketov prinašala oziroma odnašala iz Ljubljane, tako da bo sprotno delo in sprotno predaja družinam. Amadea, kaj reči, veliko energije, tako ali tako imate za te dobre stvari, pa seveda poziv, imate priložnost sedaj ob koncu tega pogovora našim gledalkam, gledalcem, vsem tistim ljudem odprtega srca, stopimo skupaj, pomagajmo. Slovenci smo znani, da radi v tovrstnih akcijah nekako pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. In morda nekomu prav z neko majhno stvarjo polepšamo ta decembrski čas, ki bo malce drugačno prazničen, kot je to bil običajno. Torej, jaz pozivam, da vsi pomagate, kolikor zmorete. Če pa že ne zmorete finančno oziroma z darovanjem hrane, kot smo se prej pogovarjali, že zadosti, kakšen pogovor, da pokličete bližnjega oziroma tisto osebo, ki vam je ljuba, ali pa soseda, in mu pomagate mogoče s takšnimi dejanji, ker se mi zdi, da konec koncev ne samo december, ampak tudi vsi drugi meseci, dnevi so pomembni in na koncu moramo držati skupaj, ker drugače ne gre. Amadea Gomboc, najbožična Anina zvezdica, zasije. Svetlo na nebo v deželi ob Muri, vam in vašim sodelavkam hvala za to odprto srce in za to, kar ponujate tistim ljudem, ki so potrebni pomoči. Hvala. Vse dobro. Hvala. Toliko smo vam, spoštovani gledalci in gledalke, pripravili danes. Do prihodnjega srečanja se imejte kar se da lepo.